Dober večer. Jaz sem ravno rekla, da mogoče lahko preskočim cel dolg uvod, ki sem ga naredila za predstavitev Katje in njene knjige, ker je veliko znanih obrazov, kar me zelo, zelo veseli. Ampak se mi zdi, da to vse ni prav, da naredim, čisto zaradi gostje, ki jo danes imamo in predvsem njene knjige, ki jo predstavljamo. Skratka, če začnem mogoče zelo formalno. Dober večer, moje ime je Mateja Habinc in s kolegico Katjo Hrovat Virložet bova danes govorila, oziroma upam, da bo predvsem ona o njeni knjigi. Tako da zdaj ta malo daljši uvod, ki bo sledil, ima svoj namen. Predvsem izhodišče je, da Katja, lepo pozdravljena v Ljubljani, kjer predstavljaš, če se ne motim, prvič to svojo knjigo, ki je že krog številnih predstavitev doživela na veliko krajih, ampak nekako, če tako rečem, nazadnje je prišla tudi do Ljubljane, ne. Zdaj tisti, ki morda kakšnih detajlov v zvezi s kolegico Katjo še ne poznate, je izredna profesorica na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, Univerze na Primorskem, predava tudi na turistiki, predstojnica oddelka za antropologijo in kulturne študije na FHŠ, sicer pa prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo na isti fakulteti. Diplomirala iz arheologije, doktorirala iz etnologije in kulturne antropologije s specializacijo folkloristike, če tako rečem, na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Knjiga, ki jo predstavljamo nocoj v tišini spomina, Eksodus in Istra, pa je leta 2021 izšla v sozaložništvu Založbe Univerze na Primorskem in Založništva Tržaškega tiska in je dostopna tudi v elektronski različici. V pripravi sta prevoda knjige, in sicer naj bi še pred dnevom spomina na Eksodus in fojbe 10. februarja izšla v italijanščini pri založbi KPV skupaj z Založništvom Tržaškega tiska, junija naslednje leto pa tudi v angleščini pri Bergham Books, Oxford, New York, v okviru serije European Anthropology in Translation. Knjiga je tako v strokovni kot širši javnosti vzbudila velik interes. Najprej prvič tako prodajni, kot če sodimo po njeni izposoji v knjižnicah. Bilo je že izredno veliko njenih predstavitev, na katerih je bilo vedno polno občinstva in ni nepomembno, da je to občinstvo zelo raznoliko. Najprej, če izpostavim z obeh strani slovensko-italijanske meje, recimo. Knjiga prav tako odmeva ne le v primorskih medijih, saj so recimo njeni odlomki izhajali kot podlistek v Primorskih novicah, najbolj branem mediju na Primorskem. Po drugi strani Katja Hrovat Virložet svoje dolgoletno raziskovalno delo, ki ga je strnila v monografijo, vse skozi seveda tudi strokovno predstavlja na najrazličnejših znanstvenih in strokovnih srečanjih, gostovanjih po domačih in tujih univerzah. Novembra se denimo odpravlja na Finsko, zanjo so slišali tudi v Uzbekistanu. Za knjigo je leta 2021 prejela Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva. Univerza na Primorskem je predvsem zaradi knjige istega leta podelila tudi nagrado za znanstveno odličnost. Sicer je leta 2020 prejemnica tudi Bartolove nagrade na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki jo podeljuje Slovenska znanstvena fundacija, kar pa se že nanaša bolj tudi na še druga področja njenega delovanja, predvsem na idejno zasnovo in izvedbo aplikativnega projekta interpretacije mitske krajine oziroma mitskega parka v Rodiku. Če se vrnemo k knjigi, je kljub temu že, vem, da zelo dolgemu uvodu, ki pa ima svoj namen, potrebno izpostaviti še, da je spodbudila tudi sodelovanje s psihoterapevti, saj je denimo tržaški psihoanalitik dr. Paolo Fonda empativnost knjige prikazal kot primer za možnost preseganja z vojno povezanih konfliktov v navezavi na monografijo Katje Hrovat Virložet je bil odobren tudi antropološko-psihoterapevtski projekt, ki se osredotoča na travmatične zgodbe na Krasu in v Istri na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Katja med drugim, kot pravi, kot odziv na knjigo prejema tudi številna pisma posameznikov, tako iz Primorske kot drugod, a kljub vsemu naštetemu
kot sem že omenila, monografija v Ljubljani, razen v okviru posameznih gostovanj na univerzi ali pa v okviru delavnice v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, še ni bila predstavljena. To se bo sicer zgodilo tudi na letošnjem knjižnem sejmu, eden je bil odpovedan in zato do tega ni prišlo. Vseeno pa nam je čas, da jo lahko končno predstavimo tudi na tem mestu, v atriju ZRC SAZU. Zato Katja Hrovat-Virložet, dobrodošla. Po tem zelo dolgem uvodu, ampak je mislim, da dobra iztočnica za vse, kar sledi. Torej najprej čestitke za izid in za njen tako strokoven kot laičen, odmeven sprejem. Sama bi pa glede na vse navedeno in tudi glede na to, kar sva se midve že pogovarjale in kar mislim, da je bilo meni tudi izredno kot, ne vem, če tako rečem kolegici etnologinji zanimivo, sama se s folkloristiko ne ukvarjam, ampak v bistvu povod, o katerem si in še vedno velikokrat rada pač poveš in mogoče, če kdo od navzočih tega še ne pozna, na nek način, kako te je iz, če tako rečem, bolj folklorističnih tem zaneslo v bistvu k nekemu področju, ki je področje, s katerim se je tudi etnologija ukvarjala ali pa različna druge teme, ampak definitivno pa zelo, zelo daleč od, ne vem, mitologije recimo ali pa nekih zgodb. Skratka, kako si prišla od šopa ključev kot zgodbe na to, kar je v knjigi osrednja tema. Torej, kako od folkloristike k knjigi, je vprašanje. Najprej hvala vsem, ki ste prišli sem. Me je bilo prav strah, kako bo v Ljubljani. Morate pa vedeti tudi, da sem recimo, kot smo rekli prej, v Ljubljani to ni tako delikatna zgodba. Najbolj me je bilo strah za prireditev v Kopru, kjer sem poklicala psihoterapevta, da je prišel na predstavitev, če bo potrebno reševati konflikte. Iz Ljubljane sem dobila zaposlitev na Univerzi na Primorskem in potem sem dobila svojo službo v Piranu in tam sem se zavedala v Piranu ene neizmerne praznine, ko je poletje minilo, je to mesto umrlo, je bilo polno droge, alkoholikov in čudilo se je, da mu nekaj manjka. In potem seveda nisem nič vedela o tem, kot večina Slovencev nič ne ve. O tem, da je iz Istre odšlo 90% Italijanov, torej skoraj vse mestno prebivalstvo. In potem sem se, potem v pogovoru s kolegi, tudi Nežo Čebron-Lipovec, ki pa je z teh krajev, smo ugotovili, da tu ene raziskave manjkajo. V bistvu je bilo nekaj zgodovinskih raziskav narejenih, ampak antropologija oziroma etnologija ni stopila na to mesto. Torej, zanimalo me je, kaj se je tu zgodilo in zakaj mestu Piran manjka ta duša. Zanimivo mi je, imam sicer še drugo vprašanje napisano, ampak to, kar praviš, konec koncev si tudi sama iz teh koncev, študirala, hodila v šolo in tako. In da v bistvu to niso torej samo neki zamolčani spomini, ki niso dostopni nam v Ljubljani ali pa v Mariboru ali pa kaj vem, tako bolj v notranjosti, ampak da v bistvu tudi prebivalstvo, če tako rečem, mogoče sicer samo mlajše, ne vem, ampak primorske ali pa vsaj teh 3 preobalnih mest v bistvu tega v nekih recimo kurikulumih ali pa izvenšolskega okvirja izobraževanjih v stik s tem ne pride, pa hkrati tudi iz pogovorov, čist medosebnih, najbrž ta genealogija družinska, kaj veliko ni bila prisotna, ko si ti hodila, ne vem, v šolo srednjo, da bi prišla s tem v stik na nek način, izven vsega tega študija pa raziskovanja, ki si se potem lotila. V bistvu ta prostor živi kot da tega fenomena, kot da ni bilo menjave prebivalstva. Hodila sem v Koper v srednjo šolo in vedno sem bila povezana s Koprom in nikoli nisem vedela, da je tukaj prišlo do tolikšne menjave prebivalstva. In tudi
ko se pogovarjaš v glavnem z ljudmi, ki so prišli, če ravno ne drezaš v to, tudi ne bodo govorili. Mislim, to je nekaj, kar ni pomembno, kar se spregleda, kar, ne vem, se mi zdi, da vse, dokler ni bila izdana moja knjiga, da se ljudje sploh niso zavedali, kaj se je tu zgodilo, da je prišlo do takšnega premika, no? In da ni zapisan v kolektivni spomin, ne? V neko splošno znanje, zavedanje. V bistvu to je samo zapisano pri manjšini, torej pri Italijanih, torej tistih 10%, ki jih je ostalo, s tem, da oni o tem ne govorijo in nočejo govoriti. No? Tako da praktično je to ena taka praznina, prav ena taka fantazma. No? In v bistvu sem s knjigo dregnila v to. Ne? Mislim, popisi prebivalstva, zgodovinski, statistični in tako podatki seveda že obstajajo. Vsi tudi vemo danes zelo dobro, da italijanska manjšina in madžarska manjšina v Sloveniji sta zaščiteni z tem uradnim statusom narodna manjšina in potem se zdi, kot da lahko naredimo kljukico in s tem je to poglavje zgodovine, ne vem, zaključeno, zdaj zelo lahko posplošujem. Ampak v bistvu to, kar te jaz slišim, da si se lotila raziskovati, je v mojih očeh nekaj, kar je zelo težko, ker si se lotila raziskovati tišine ali pa neizrečenosti ali pa kako prideti do, če rečem temu grobo, podatkov, zgodb, izpovedi v bistvu ljudi, ki niso živeli smo tle, potem smo živeli drugje, ampak da v bistvu gre za to empatičnost, kot je že bilo izpostavljeno. Kako ti je, mislim, verjetno imaš zelo velik niz izkušenj, ampak vem, da si tudi pisala o tem, kako raziskovati tišino, ampak kaj bi podelila, no? Tako da ti je ostalo? Ja, mislim, vsekakor sem vedela, da mora biti naslov knjige povezan s tišino, ker za razliko od večine antropoloških, etnoloških raziskav, dejansko nisem dosti imela opravka z besedami. Mislim, tiste besede, ki so v knjigi objavljene, so redki sogovorniki, ki so me sprejeli. Ta tišina v bistvu zajema nekih, jaz bi rekla, 70-80% ljudi me je zavrnilo in ni hotelo govoriti z mano o tem. Predvsem Italijani, no. Tudi se je zgodilo, da sem govorila, da sem nekoga Italijana poklicala, ker so mi ga svetovali in me je zavrnil in potem ga je klicala prijateljica in ga poklicala, da ne me sprejme, da jaz pa nisem taka kot ostali, da pa res bi rada zvedla, kaj se je tu zgodilo. No? In potem večkrat je bilo tako, da so me sprejeli šele, ko so tisti, ki so že govorili z mano, me spoznali in potem so bili še drugi pripravljeni. No? Je pa to ena taka, tako da v bistvu ta tišina, pol, ko nimaš besed, začneš razmišljati odkot ta izvor tišine, ki ni samo konflikt spomina, ampak so tudi neprebolele travme. Tako da tistih par ljudi, ki je spregovorilo, v resnici je bilo zelo težko, ko sem se podala na to pot, si nisem mislila, da bo tako težko, ker večina pogovorov, predvsem s Italijankami, je minila v joku. S tem, da niso samo one jokale, ampak sem tudi jaz, ker v bistvu sem šele ob njih spoznavala, kako sem bila zavedena v moji nacionalni vzgoji. Ne? Pa sem Primorka in poznam to stvarnost, ampak dejansko predvsem Primorci zrasemo s tem vedenjem, da so Italijani fašisti, ne? In da smo mi Slovenci izključno žrtve. Tako da mi je bilo izredno hudo poslušati o tem trpljenju, ki smo ga mi Slovenci, ki ne bi bile večne žrtve, povzročali tem ljudem. In to je zame bil en najtežjih trenutkov, no, to soočanje druge plati. No.
Ja, mislim, ta tišina je taka, ne, da tudi, ko sem kolegice vprašala moje starosti in ko sem jim povedala, Italijanke, torej, ko sem jim povedala, kaj me zanima, pa so rekla, ja, pa ni problema, bom že jaz najdla sogovornike in so bile tudi one šokirane, ker čim je rekla, da bi se jaz pogovarjala ali pa naj povejo kaj o Exodusu, so rekli, ne, o tem pa ne bomo. Tako da je ena taka vse prežemajoča tišina in ja, in potem je težko pisati knjigo o besedah, ki jih ni. Je težko, ampak si jo spisala in tudi glede na to, kar praviš, se mi zdi zanimivo, kaj je povzročila v bistvu, kot da bi odprla to špranjo za v bistvu obe ali pa če rečem vse na nek način upletene strani, ne glede na to, na kateri strani meje in kot da bi bila na nek način sprožilc, tako kot sama pišeš tudi v knjigi, za te vloge, ki jih, kot ugotavljaš, vsi lahko imamo, da smo hkrati in krvniki in žrtve. In v bistvu, kaj pomeni na nek način sobivanje v praksi. No? To se mi zdi zelo tako povedno v tem gradivu, razmišljanju in vem, da zdaj mogoče skačem tako iz ene teme na drugo, ampak se navezuje to, kar mislim, da je velik poudarek tvoje knjige, ko pišeš o tem skozi zelo veliko primerov, kaj pomeni prostovoljnost, neke izbire, recimo selitve, ostajanja in tu ne govorim v bistvu samo recimo o Italijanih v Sloveniji, ampak tudi o drugih primerih, tako da mogoče da se ne pogovarjamo samo medve, ampak da če si pripravljena s tem zvezi deliti, kako se ti je to izrisovalo, no? Kako so te ključne besede, ki jih včasih zelo nepremišljeno uporabljamo, v bistvu zelo različne, lahko za različne ljudi, glede na cel kup pogojenosti. No? Ja, v bistvu ne vem, če nepremišljeno. Po mojem je nacionalna retorika kar premišljena, ne? Ko govori, da je bila to prostovoljna izbira, ker nam tako skušajo pokazati, ker vsaka žrtev hoče biti nič kriva. Ne? Ja, v knjigi pol pokažem te velike dileme ljudi, ne? In kaj se z tako imenovanimi prostovoljnimi odločitvami, ker ne moramo zanikati, da je bila prostovoljna izbira 200 do 300 tisoč ljudi, ne? Ampak tako mislim, jaz sem se na začetku, ko sem začela delati raziskavo, sem se vprašala, kako lahko govorijo, da 200 do 300 tisoč ljudi odšlo prostovoljno stran. Mislim, je težko zapustiti svoj dom, svojo zemljo, ne? Prostovoljno. Mislim, dejansko tu nekaj narobe. Zdaj, če gledamo z pravnega vidika, ja, je prostovoljno, ker so bile te dve pogodbi, ki so omogočale optiranje, ne? Ampak ja, v knjigi potem pokažem, da so bili te ljudje prisiljeni v prostovoljne odločitve, da so jih razmere prisilile. V bistvu to pomeni, da če si bil Italijan in če si prodajal zelenjavo na tržnici in če od tebe niso hoteli več kupiti zelenjave, ker da si fašist, nisi imel druge izbire kot iti stran, ker gre za ekonomsko preživetje. Če te na vsakem koraku zmerijo s fašistom, v bistvu gre potem, seveda gre tudi za ekonomske razmere, za možnost ali si res se lahko identificiraš kot Italijan v družbi, kjer je to stigmatizirano. Ne? Potem, ja, zanimivo je tudi, ko sem videla, koliko ljudi je v času Jugoslavije, torej iz italijanskih družin ali iz mešanih družin, postalo Jugoslovanov oziroma se niso več identificirali za Italijane, ker je bilo lažje preživeti tako. Ne? Zdaj moram reči, da tudi vedno je treba, ko govorimo, vedno primerjati s fašizmom. Ne? Mislim, nikoli, in to mi je bilo tudi dano vedeti, ne? Problem moje raziskave je, da se začne po vojni, ne?
in hitro zapademo v tak nacionalističen diskurs, kot ga imajo Italijani, ne, da je začetek zgodovine se začne z eksodusom in pozabljajo na 20-letno nasilje fašistično. No. Zdaj pač moja knjiga ne more vsega zajeti, je pa treba upoštevati, da so tudi posledice 20-letnega terorja, ki so se tu dogajale. No. Ja, tako da prostovoljnost v resnici je, te ljudje so bili prisiljeni v prostovoljno izbiro. No. In v resnici tu moram povedati, da sem poskušala govoriti tudi z migranti, z Ezuli. Recimo en Ezul, ki je predsednik francoske zveze teh Giuliano Dalmatov in Istranov v Franciji, me je sprejel, z njim sem imela 2 dni 6-urni pogovor, spet poln solz, kjer je tudi povedal, da on je šel samo, pravi, da ni šel iz političnih razlogov, on je šel zaradi šolanja, zaradi boljšega življenja v Italijo, ker tudi propaganda je tako obljubljala. No, njegov skrbnik je naredil samomor, je skočil čez okno, bil je veleposestnik in življenje se mu je tako obrnilo na glavo, kot bi rekel on, iz nekoga, ki je bil nekaj, je postal nič. Ker tej Ezuli so bili pa v Italiji stigmatizirani, v glavnem so veljali za fašiste. Ne? V resnici se mi je tudi potem v Italiji popolnoma obrnilo življenje na glavo. Skratka, zanimivo, on me je sprejel in ker je bil predsednik teh zveze, teh beguncev, bomo rekli, je skušal urediti, da bi še kdo govoril z mano in me ni sprejel niti eden na pogovor. No. Tako da, ampak ja, v knjigi razmišljam, da je v resnici tisti, ki so ostali, v resnici so in morali imeti skoraj večji pogum, ne? Ker oditi z množico je bilo tudi marsikdaj, če gre 90% tvojih ljudi stran. Torej, skoraj da se mi zdijo bolj pogumni tistih 10%, ki se je upalo in drznilo ostati doma. In se prilagoditi novim razmeram in se naučiti novega jezika in tako. Ampak danes je vseeno, tako lahko bi rekli, ne vem, 70, zelo dolgo časa se zdi, da je preteklo, ne, na nek način, ampak po drugi strani, kot praviš, še vedno 70-80% ljudi, ki si jih kontaktirala, v bistvu ni zmoglo, če tako rečem, o tem govoriti. Imaš pa vseeno zbranih zelo veliko pričevanj in ne vem, najrazličnejših življenjskih situacij, katerih skupni imenovalec, ne vem, jaz mislim, da si enega že izpostavlja in to je ta prisilna ali kakorkoli prostovoljnost. A vidiš, tako če nam lahko mogoče predstaviš še poleg tega, recimo, če govorimo samo o italijanski manjšini v Sloveniji, še kak drug skupni imenovalec življenja v času, ne vem, od 50-ih, 60-ih let, najbrž je to ta molk, zamolčanost, kot si rekla, ne vem, to je zdaj kljukca narejena in se s tem v vsakdanjiku ne ukvarjamo, še kaj drugega mogoče? Ja, ampak tukaj molk je pri vseh, ne? Molk je pri Italijanih in zanimivo, zdaj, ko je ta knjiga prišla ven, so razumeli, pravzaprav so razumeli, da živijo v molku te ljudje. Zanimiva je županja enega izmed istrskih mest, ki me je tudi zavrnila za intervju. No, in njene besede ob knjigi so bile, da je šele s knjigo razumela, da je bila vzgojena v tišini od svoje mame. Seveda je to povedala v joku, ni mogla niti govoriti na eni predstavitvi. No, ampak potem en mesec kasneje je pa zmogla sama voditi predstavitev, no, in je rekla, da je knjiga ravno zato, mnogi so rekli, da je terapevtska, ker so dobili pojasnilo oziroma kontekstualizacijo za nekaj, kar niso razumeli, da se jim dogaja. No. Mislim, kar je skupno, je molk tudi na strani priseljencev, ker se o tem ni smelo govoriti. Sploh se ni smelo govoriti, recimo, ko sem govorila s priseljenci, so lažje govorili o svojih življenjskih zgodbah, ker to sem skušala, raziskavo sem delala preko življenjskih zgodb nekako,
ampak ko sem spraševala o tem izseljevanju, je pa vedno bil trenutek tišine, ko pri tistih, ki so doživeli nasilje nad Italijani. To je tudi nekaj, kar se ni smelo govoriti, ne? Če so torej ta izseljevanja prostovoljna, se torej o nasilju ne sme govoriti, če so ga doživljali, no? Tako da je en tak molk v različnih kontekstih gotovo ena povezovalna nit, ne? In kaj je povezovalno? Povezovalno je to, da so se vsi znašli drug z drugim in ne da bi se poznali, ne da bi poznali zgodbo drug drugega. Te Italijani, kot pravim, kot tujci v svojem domu, torej niso se premaknili, ampak znašli so se v popolnoma drugem družbenem okolju, z novim jezikom, z novimi pravili. Medtem ko so priseljenci prihajali v en prazen prostor, prazen prostor je bil samo za čas teh zadnjih valov migracij, torej od leta 1954 naprej, prej so bile sporadične migracije. Mislim, zdaj po tej knjigi se govori o tem, ampak tudi te ljudje niso pripovedovali z veseljem o tem, no, so tako kar zamolčali, pa ne vem, pa tisti, ki so prej prihajali, so se spominjali, kako je takrat, ko niso bila še množična izseljevanja, kako je kar njihov prijatelj zmanjkal, pa ga kar niso več videli. Ja, mislim, vsi so, no in te ljudje danes praktično, to je danes večinsko prebivalstvo v istrskih mestih, so pač brez korenin, ne, iščejo lačni, bomo rekli lačni svoje zgodovine, ne, kot je rekel eden izmed teh prvih priseljencev, celo eden izmed teh, ki družina je s Trsta bežala pred fašističnim nasiljem, so šli v Jugoslavijo in potem se vrnili v Istro, v Koper. No, on je lepo rekel, da nam to manjka tu, ne poznamo, kdo je živel v tej hiši, ne poznamo družin, pravi, ko so ljudje odšli, je to znanje tisto, ko je šlo, tako da so v bistvu oni v enem novem prostoru, kjer se morajo šele ukoreniniti, ne. V bistvu govorimo o sobivanju, ampak na nek način brez stika, ne? Ali pa z zelo omejenim stikom oziroma celim kupom nekih tem področij, verjetno, ki so, ne vem, sam občutek ni dober, tako kot si rekla, ne govorimo o stvareh, cel kup z različnih stvari, ne, je neobesedljivih področji, recimo, in to, kar je zanimivo v zvezi s tvojim delom in ko praviš, ni etnologija, antropologija, recimo, se lotevala niti tega teritorija in te teme na tak način, ampak tako neka specifika, če rečem, ki je bila sicer na kratko prej omenjena, je to, da si sama videla tudi kako kot etnologinja, antropologinja, s tem, da poslušaš, si prisotna, jokaš, ker te se stvari dotaknejo in tako, je še vedno precej drugače, če imaš ob sebi človeka, ki pa še zna razbrati še druge informacije, recimo, ne, v pogovorih, torej to sodelovanje z psihoterapeutom, recimo, no. Kakšna ti je bila ta izkušnja mogoče? Ja, v bistvu sva enkrat s psihoterapeutom šla skupaj na en pogovor. K njegovemu stricu, ki je imel takrat čez 90 let in je najprej bil v nemški vojski, pa je zbežal z nemške vojske, pa je ujetnik v Angliji, pa je šel preko morske brigade, skratka, cela res neverjetna življenjska zgodba za to, da je na koncu bil poslan vzpostavljati slovensko šolstvo v Istri. In je bil poslan tam kot učitelj in kasneje postal ravnatelj. Zanimiv, kot etnologinja, no, je bil zanimiv pogovor s tem stricem, zato ker je bil ta psihoterapeut zraven in pogovor, ki je meni potekal brez nobenih problemov, človek bi si mislil, da bo zatravmiran zaradi vsega, kar je doživel v svojem življenju, je po mojem videnju normalno potekal, samo opazila sem, da
psihoterapeut tu pa tam kar nekaj sprašuje zraven, drugače je bil tiho. No in ko smo končali pogovor, sva se pogovorila, pa mi je rekel, sem rekel, pa se je bil super pogovor. Rekel, a nisi opazila, kako ga je bilo strah. Ne? Tako da v bistvu ta psihoterapeut je opazil ene trenutke, ko se je ta sogovornik skušal izogniti pogovoru, ko je začutil strah in ko se je sogovornik skušal izmakniti tej temi. Takrat jaz seveda nisem nič opazila, ker etnologi nismo naučeni, nimamo nikakršnega znanja o psihologiji človeka. Medtem, ko je on opazil, je takrat postavljal dodatna vprašanja in je bilo jasno, da je tam nekaj narobe, da je rekel, ukleščen strah v telo. Psihoterapeuti pravijo, da telo vedno pomni, no, in oni znajo to prepoznati. Takrat sem se zavedala, da vsi mi, ne samo etnologi, tudi zgodovinari, ustni zgodovinari, vsi mi, ki delamo z ljudmi, da imamo en veliki manko poznavanja osnovne človeške psihe. In v bistvu, če se vrnem nazaj k tej knjigi, pa tudi k tvojim drugim področjem, se mi zdi, da se to lepo povezuje, kot si, ne vem, v enem drugem članku zapisala, zakaj bi ti ljudje nekaj povedali, recimo, ali če nisi del skupnosti, skratka, pride raziskovalec za to, da opravi svojo raziskavo, ampak v bistvu nikoli ne veš, mislim, ne samo, da ne veš, kaj dobiš, dejansko ta stik s človekom, ki je najprej medčloveški, no, stik, ne pa zdaj jaz pa me zanima neka tema in prosim, dajte mi o tem nekaj povedati. Domnevam, da je bila tvoja izkušnja pri tej raziskavi, to vsaj kakor pišeš, no, najprej na tej ravni, tako kot si sama rekla, in zato tudi v bistvu so se ti ljudje odprli, pa ne govorim samo z ene strani, ampak v bistvu v knjigi ravno to mislim, da je njena velika odlika, pokažeš zgodbe različnih prebivalcev v bistvu območja in je zelo težko reči, da to je pa zdaj knjiga o neki manjšini, ampak o težavah ali pa ne vem, zagatah sobivanja v nekem času na nekem prostoru, recimo, ne. In me zdaj zanima s tem v zvezi izkušnje pogovarjanja, recimo, poslušanja neitalijanov so bile podobne, recimo Slovencev, prišlekov ali pa Slovencev, ne vem, v zamejstvu, tako. Vem, da je drugače, kot praviš, ne, bilo, ampak vseeno, tako kot si omenila, so brez korenin, nič ne vemo o teh drugih. Si imela občutek, da si podobno razprla neke teme, o katerih niso prej razmišljali, ne vem, da jim je bilo novo njim samim, da jih te stvari sprašuješ, recimo, da so premišljali prvič s tabo in tako. Ja, o tem v bistvu se ne... Ker je bila zamolčana tema v nacionalni zgodovini, v nacionalnem kolektivnem spominu, tudi oni si niso dovolili o tem razmišljati. Ponekod je bilo zaznati kot nek občutek krivde. Ne? Zdaj oni so šli, mi smo prišli na njihovo mesto. Ponekod to, predvsem pri teh ljudeh, je velika razlika med ljudmi, ki so prišli prvi, torej tisti ljudje, ki so prišli v italijansko okolje. Torej takrat, ko še niso bile te migracije množične, so v to okolje prihajali posamezniki, ki so bili v glavnem dvojezični, torej italijansko in slovensko. In oni so se lepo umestili v to okolje, so se počutili domače, so že prej imeli povezavo s Trstom. In počasi so potem videvali te njihove, ker jaz sem govorila z ljudmi, ki so bili otroci v tem času, in potem so zaznavali, da so te njihovi prijateljčki kar naenkrat čez noč izginili, recimo čez noči so zaprta vrata in deske prekrižene na stanovanju prijatelja. V resnici se niso niti dosti spraševali o tem, no? Ker ni bilo enega splošnega razmišljanja o tem, no? Ja, kot sem rekla, tisti, ki pa so doživljali in videli nasilje, pa so ali utihnili ali mi šepetali, ne. Recimo, mene je tako zelo prevzela zgodba enega albanskega slaščičarja, ko je prišel v Izolo
Jaz sem se pogovarjala s sinom v njihovi slaščičarni in potem je začel pogovor, no, saj zdaj te ljudje so že mrtvi, pa verjetno zgodovinarje ne bom prizadel, če bom to povedal, ne. In potem mi je zašepetal zgodbo o njegovem očetu, ki je prišel v zgodnjih 50-ih in je dobil celo slaščičarno že pripravljeno in potem je nič hudega sluteč pač delal, niti se ni spraševal. In potem je enkrat v tej svoji slaščičarni naletel na enega človeka, ki je jokal, Italijana, in potem so se pogovorili in je ugotovil, da je v to slaščičarno prišel nekdanji lastnik. In ko je oče videl, kako ta izgnani lastnik tako joče, mu je bilo tako hudo, da je rekel, češ, ne morem biti srečen na nesreči nekoga drugega, in sta postala s tem Ezulom, torej s tem migrantom, prijatelja in mu je preko daljšega časa izplačal to slaščičarno, čeprav mu ne bi bilo treba z neki. No in takrat je tudi povedal to, kako so bili različni odnosi do teh Italijanov, najprej, da so jih kakor malo prosili, da odidejo, potem je bil drugi val, ko so jih spodbujali naj gredo, in potem tretji val, ko so pa morali čez noč iti, no. Tako, da mu je oče povedal, no, in da ta izgnani slaščičar je bil iz tega zadnjega vala, no. Ampak to se mi je zdela ena taka, najprej to mi je bilo zanimivo, da je čakal primeren čas, da to pove, torej vsi so že mrtvi, zgodovinarji ne bo več jih prizadelo, no, torej je dobro vedel, da kar govori je v nasprotju s tem, kar zgodovina govori. In po drugi strani pa mi je bila ena taka čudovita zgodba o človečnosti, o humanosti, ne, kako ne glede na vse te razprtije, ki nam jo vnašajo te meje in vsakokratne države, kako ljudje ohranjajo humanost, no. Pa v bistvu tudi to, kdaj nas, mislim, to, kar si sama izpostavila, kdaj je pravi čas, da dejansko lahko, ne vem, o nečem se počutiš ne samo zaradi sogovornika, ampak dovolj varnega, da poveš, recimo, ne. Ker če se spomnimo, ne vem, tudi iz drugih okolij, razlika 50, 60 leta, recimo, ne. In zanimivo je, po kolikem času, vsaj z mojega zornega kota, ne samo, da ni bilo raziskovano in zdaj to črna packa na stroko, ki se s tem recimo ni ukvarjala, ne, ampak tudi v bistvu razumeti, kdaj z vidika ljudi dejansko ali pa sogovornikov lahko je to sploh relevantno vprašanje, da ni, ne vem, provokacija, ki posumiš, nekdo, ne vem, te bo zašpecal ali kakorkoli, pač neko politično ozadje recimo ali pa kakorkoli, no, tako da je res zelo veliko časa od tega in preteklo. In ja, to, kar praviš, ta zgodba o človečnosti, vmes, ko si razlagala, sem se sama spomnila to, kar imaš tudi sama omenjeno na film Pirano kot eden tistih, ki je pa vsaj malo razprl, ne vem, tudi to, ampak na en način in se dotaknil v bistvu ne kompleksnosti recimo celotne, ker je pač nemogoče in zelo veliko naredil, no, ti pa vseeno obravnavaš tudi več v bistvu skupin, ki sobivajo na nekem prostoru. Zdaj, mogoče omenila sem, da pripravljaš prevoda in tako, in po tem času, ko knjiga že nekaj časa kroži med ljudmi, je brana, izposojana, dobivaš, ne vem, odzive. Me zanima čisto, kakšni so odzivi, to, ko so v bistvu te osebni, recimo, ko ni na predstavitvi, pa razpiraš zgodbe, ne vem, zdaj pa nekdo se lahko odpre, pa začne govoriti, ampak me zanima, kaj človeka, ne vem, spodbudi, da ti prav pismo napiše, recimo, no, tako zahvala ali kako. Ja, največ pisem dobivam kot zahvale, no. Recimo iz kontinentalne Slovenije, bomo temu rekli, dobim večinoma pisem, se mi zahvaljuje, da sem odkrila eno zgodbo, o kateri niso imeli pojma, da obstaja, ne. Saj v resnici večina ljudi niti ne ve, od kod italijanska manjšina, ne.
tako da mi napišejo, da resnično niso vedeli čisto nič o tem. Dobila sem celo enih par pisem, kjer so mi napisali, in to v resnici mi je bilo kar pri srcu, mislim, čeprav, da če bi nekdo napisal knjigo na tak način na temo našega večnega spora domobrancev in partizancev, da mogoče bi pa res celo prišlo do pomiritve. In potem recimo zanimivo mi je odzivi pri predstavitvah knjige Čez mejo, torej v Italiji, kjer so bili vedno ljudje, ko smo se pojavili, ko je bila neka predstavitev, najprej so gledali z veliko mero skepse in so šele po pogovoru potem množično začeli kupovati knjigo, no od njih pa dobivam pohvale, da imam občutek, da končno vidijo eno zrcalo sami sebi, ne, čez mejo. Da vidijo vse te različne zgodbe, različne ljudi, ki morajo sobivati, vse te kompleksne odločitve. Pravzaprav mislim, da knjiga prepriča ravno zato, ker ni črno-bela, ampak je 1000 sivin, bomo rekli, in ker ne da nobenega dokončnega odgovora. To je tudi kritika, znanstvena kritika ene etnologinje, antropologinje, ki je sicer navdušena nad knjigo bila, ampak je ves čas rekla, je napisala, da ves čas bralec čaka na koncu mojo sodbo in te sodbe ne dam. In mislim, da pravilno ugotavlja, da svoje končne sodbe ne dam, ker se mi zdi prvič, da najpomembnejši korak se mi je zdel, ko sem pisala knjigo, v takem velikem strahu sem pisala knjigo, da bi ta knjiga spodbudila ljudi, da se končno začne govoriti o tem. In mislim, da je to dosegla. No. Drugo, zakaj ne dajem sodb, tudi jo nimam nobene sodbe, ampak je, to je ta raziskovalka rekla, da se bojim se zameriti sogovornikom. Ampak to je delno res, je pa res, da vsaka antropološka raziskava, in to je najhujše za antropologa, prizadene sogovornika. Ne? Ker če sem jaz empatična do Italijanov, recimo, ne, sem v knjigi tudi kritična do njihove pozicije superiornosti, ne? Tega občutka civiliziranosti, večje civiliziranosti, recimo od Slovanov. No? Ampak je isto sem kritična do Slovencev, ki imajo ta orientalistični diskurs do vseh Balkancev in tako naprej. Tako da v bistvu antropologi smo v eni skrajno neprijetni, nehvaležni poziciji, ker najprej moramo dobiti informacije od sogovornikov, ki jih dobimo na tak način, da smo empatični, torej sogovorniki nam zaupajo, in potem mi ta material vzamemo in moramo analizirati znanstveno distanco, ne moramo torej samo dati glas, če ni znanstvena raziskava, in v resnici te ljudi prizadanemo. Tako da meni je bilo najhujše na koncu vse te sogovornike povabiti na predstavitev knjige, in marsikdo je prihajal na te moje predstavitve knjige, in ko so kupili knjige, sem se jim opravičila, sem se jim mogla opravičiti, ker jih knjigi tudi kritiziram, in to je skrajno neprijetna pozicija antropologa. In zato najlažje se gremo antropologijo tako, da dobimo intervjuje in potem napišemo knjigo in to ostane v znanstvenem krogu. Tako je najlažje in nobenega ne prizadane. Najhujše je pa, ko se mora knjiga vrniti in ko te sogovorniki vidijo sebe v eni taki kritični luči. No? Torej, ne dajo samo glas, ampak jih tudi kritično analiziraš, in te dileme pa nisem še ugotovila, mislim, videla sem, da ene vseeno ni toliko prizadelo, vprašanje pa, ne vem.
Ampak si sama začutila pri posameznikih, ki so prišli na predstavitve, da se ti želiš opravičiti, oziroma zanima me, kakšna je bila, saj ne moreš posploševati, ampak reakcija, recimo, tako prav, ko so videli svoje, ne vem, ali besede, ali izjave, pač svoj prispevek objavljen, tako da bi veš, se odrekli, ne? To pa jaz že nisem rekel, to pa ni bilo avtorizirano tako, kot bi moralo biti, recimo, v redu. Ne, v glavnem gre tu za to, da se ljudje, mislim, da se ljudje zavedajo, da so naredili nekaj pomembnega. S tem, da so oni spregovorili, so spregovorili za vse tiste, ki ne spregovorijo. In ki bi pa danes, ko je ta knjiga izšla, ki so postali pripravljeni spregovoriti. No. Je pa res, da sem načrtno pazila na anonimnost, čeprav med seboj, to je tako majhna skupnost, da se prepoznajo med seboj. No. Mislim, meni sami je hudo, ko moji sogovorniki berajo to knjigo, ker sem tudi kritična, ker če ne bi bila znanstvenica. No. Mislim, je lažje samo dajati glas. No. Ampak ravno to, kar si rekla, ne, če je bilo začetek 70-80% ljudi v bistvu te je zavrnilo, je to ena blazna frustracija, tako z vidika raziskovalca se mi zdi, če ne zavzameš to pozicijo. In pač pri ljudeh domnevam to, kar si zdaj izpostavlja, tudi sami vidijo, da so naredili dobro delo, recimo, ne, da se je s tem, ko si ti šla čez svojo frustracijo in potem mogoče še od sogovornikov, skratka ta korak, ki je za celotno skupnost, ne samo nacionalno opredeljeno, no, na nek način bil s tem narejen. Zdaj jaz nekaj povzemam, ampak tako jaz razumem in se mi zdi to velik prispevek v bistvu, no, tvoje knjige. Bi pa se na eno vprašanje, ki ga tlele nekaj časa že gledam, vseeno vrnila, in to je nastajata prevoda. In je minil nek čas, ki je čas odzivov takšnih in drugačnih in tvojih premišljevanj in tako, in zdaj zanima me, pri teh prevodih bo šlo res samo za prevod, ali si razmišljala kaj o kaki spremembi, o dopolnitvi, mislim, tako ne rečem, da je potrebno, absolutno ne mislim v to smer, ampak tako, če sama bi imela možnost, recimo, kaj bi, če bi spremenila, dodala, ali se ti zdi v bistvu pomembno širiti glas in to, da je dejansko v italijanščini knjiga recimo objavljena in potem še širše v angleščini, ko vemo, da ne, se pač prebere povsod potem. Ja, v bistvu več odziva pričakujemo od italijanskega prevoda. Ne? Že odkar je knjiga išla, dobivam vabila z italijanskih strani od vsepovsod, no? In v bistvu cel čas govorim, počakajte, da izide v knjiga v italijanščini, bomo potem... v angleščini je v resnici tako kot Ljubljani indiferentno ljudstvo. Sem dopolnjena, dobila sem ene razmisleke, popravke nekaterih. Nič pa nisem bistveno spremenila. Določene stvari sem lahko dopolnila, popravila, ampak v bistvu knjiga ni spremenjena, še vedno se konča s tem, da je čas, da začne ljudje govoriti o tej temi. Zdaj jaz dvomim, da je ljudstvo v celoti indiferentno, recimo tudi v Ljubljani, in sem ziher, da bojo pol kakšno vprašanje, ampak preden to naredimo, bi jaz vseeno še to, kar si rekla, da pričakuješ več odziva, recimo, ko bo prevod v italijanščini, in tudi ni nezanemarljivo, kdaj naj bi se ta prevod res zgodil in prišla knjiga ven in vse. Da mogoče vseeno, glede na to, da si gostovala in da imaš izkušnje in v strokovni javnosti že in tako, ampak poveš mogoče, kakšno razliko, če je kakšna, jo zaznavaš recimo ob teh predstavitvah, predvsem bi tukaj rekla strokovni javnosti, recimo v Sloveniji in pa v Italiji. Ne vem, mogoče preveč sprašujem, ampak vprašam. V resnici te predstavitve moje niso bile nikoli v neki strokovni javnosti. Mislim, so bile v glavnem za neko širšo publiko. Zdaj sem ena redkih je zdaj ta bolj taka strokovna predstavitev. No? Imela sem pa več intervjujev na italijanskih radijih.
Eden recimo se je končal tako, da je novinar jokal. Tako da mislim, da niso navajeni, da jim bo ta knjiga pokazala, da znamo biti celo mi empatični do njih, ne? Mislim, ena taka dvojna, hkrati je neko sovraštvo do Slovencev, Hrvatov, do Slovanov, ne, kar se vidi v vsakodnevnih diskurzih. Hkrati, ja, ta knjigi pokaže, kako smo vsi ljudje v svoj, mislim, prav to človeško naravo, težke, kompleksne zgodbe, no. In videla sem, da s temi italijanskimi sogovorniki, če sem delala intervjuje na kakšnem radiju, no, v bistvu jih je ne prizadela, se jih je ganila ta empatija, kar pa niso navajeni, no, mogoče je pa to ta prednost etnološkega oziroma antropološkega pristopa. Zato verjetno bo ena drugačna knjiga kot verjetno zanje, no, in mislim, da precejšen pomen igra tu, to sem videla za našo italijansko skupnost, no, da če bi to knjigo napisal eden izmed njih, ne bi imela pomena. Pomembna je bila zato, ker je napisal to nekdo prvič iz stroke in drugič iz večine, ne, tista, ki jih zatira. In verjetno bo ta knjiga tudi drugačna v Italiji, bo drugače zvenela, ker je napisana izpod roke nekoga iz Slovenije, no. Skratka, že samo to, da si pokazala interes, ne, kot tisti na drugi strani, ki itak, ne vem, načeloma vse ve ali pa kaj takega, ali pa ima svojo interpretacijo, recimo, ne. Tako da hvala za vse ta osebna in neosebne odgovore na pač moje vprašanja in bi jaz zdaj na tem mestu prepustila mikrofon gledalstvu, poslušalstvu, skratka prisotnim za morebitna vaša vprašanja. Veliko kolegov, kolegic, študentov, študentk sem vesela, da ste tukaj, tako da spodbujam, tako kot sicer, da sodelujete. Pač, če mora mogoče nekdo začeti. Mislim, mene ta tema pač mi je blazno pri srcu, če lahko pač rečem. Mogoče tudi zato, ker bom rekla se na nek način, da bi se nek cikel zaključil. Čist neko tako zanimivo naključje je želela, da sem 10 let nazaj predmetu družbene razmere v Sloveniji naredila eno krajšo seminarsko nalogo, katere naslov je bil Koper, nastanek in razvoj socialističnega mesta. In takrat vem, da sem se v bistvu sem imela, se pravi, izbrane kot 3 intervjuvance, ne, takrat sem si želela, da bi pač v bistvu imela intervju, mislim, izhajala sem iz tega, da je bil v bistvu moj dedek priseljen v Koper in sem takrat v bistvu želela pač na nek način imeti, se pravi, enega priseljenca v Koper, enega, ki je iz zaledja prišel v Koper in pač enega predstavnika italijanske manjšine v Kopru, ne, manjšine v Kopru. In se spomnim takrat, da je bilo pač mojemu nonotu nekako čisto samoumevno v bistvu, da bom pač tega italijanskega sogovornika zelo enostavno dobila, pa v bistvu potem je šlo več krogov, se je pač teklo in takrat v bistvu do tega, mislim, se je zelo težko prišlo, no, mislim, 2 meseca je tudi on rabo, da je končno dobil pač neko sogovornico, ki me je bila v bistvu pripravljena sprejeti in se takrat že spomnim, da je bila v bistvu neka taka ful frustracija, ker se je, mislim, na vse odgovore nekako pač zelo izogibala, ne. Zdaj, pač ker mene je pač res zanimal v bistvu takrat pač nastanek, mislim, tistega res povojnega Kopra, ne. Zdaj mogoče Koper je tudi nekaj ima tako specifično, mislim, to me zanima, v bistvu pač moje vprašanje je to, a mogoče pač Koper, recimo v primerjavi z ostalimi mesti, mogoče nek specifično pozicijo ali pa neko specifično zgodovino tudi zaradi tega, ker, ali pa odnos v bistvu do tega vprašanja, glih zaradi tega, ker je pač precej blizu italijanske meje, no. Mene zanima, takrat pač jaz seveda pač nisem šla, mislim, takrat nisem šla tega naprej vprašanja raziskovati, ampak me je vedno zanimalo pač, a je ta
pač to vprašanje do italijanske manjšine oziroma pač do odnosa do Italijanov, a je enak potem tudi pač globje recimo v Istro, kot gremo, ali pa recimo globje v, mislim, že to Koparsko zaledje in tako naprej, ali je pač tukaj bila ta odnos tak zelo ambivalenten, mogoče toliko bolj izrazit zaradi same bližine, zaradi bližine Trsta, ker pač v bistvu tudi, mislim, nastanek oziroma pač razvoj tega pač jugoslovanskega Kopra, ne, je bil v bistvu pač zelo vezan glih na ta pač, mislim, praznino, ki se je ustvarila tam pač po odhodu Italijanov, ne, in me zanima, ali se recimo je opaziti kakšno razliko z istrskimi mesti? To je vprašanje, ki si ga postavljam. Ne samo Koper, ampak pri teh treh mestih, Piran, Izola in Koper, je res tak en zelo ambivalenten, močen odnos do Italijanov in Italije. Domnevam, da ravno zaradi tega, ker mejimo na njo, zaradi tega, ker tako kot zanima me, kako je to na Hrvaškem, v hrvaški Istri, no? In ljudje mi pravijo, da tam te rane niso tako velike, ne? Češ, da Hrvatom Italijani niso glavni sovražniki in da se s Italijani ne ukvarjajo tako, kot se Slovenci ukvarjamo s Italijani, ker imamo skupno mejo z njimi, no. Tako da je to gotovo eno vprašanje, ki ga je še za raziskati, no. Zdaj sem bila ta teden v Reki, moram dobiti, je pa res, da so me povabili na forum Tomica v Umagu, kjer je tudi nastala pobuda, da bi se to mojo knjigo prevedlo v hrvaščino. In tisti ljudje, ki so iz Hrvaške Istre jo brali, pravijo, da je isto, ne? Ampak da se na Hrvaškem manj ubadajo s tem, ker, mislim, tako mi pravijo, bi mogli raziskati, ampak ker pač tam Italijan ni glavni sovražnik, no, in da se še bolj, da se je poduhalo, oziroma da to ni tako boleča rana, oziroma da ni tako pomembno. Ampak po mojem igra vlogo to, da mi mejimo z Italijo pri teh naših odnosih. Hvala obema za ta pogovor in hvala, Katja, za knjigo. Jaz se izjemno veselim, moram reči, da še nisem prebrala, bo pa sigurno to čtivo na naših bralnih krožkih, naše programske skupine Dediščina na obrobjih. Mislim, da bo kar cela knjiga, ponavadi damo članek, ampak mislim, da bo cela knjiga. Imam pa najprej eno pripombo, v bistvu pripombo, pač zgolj informacijo, mogoče sama to verjetno celo veš. Jaz sem pred kratkim srečala kustosinjo muzeja izseljencev v Genovi, ki so v Genovi, ja, ki se, in ta muzej se ukvarja tudi s tovrstnimi temami. In mi je povedala, da, kar se je meni zdelo zanimivo, ne, da tudi italijanski raziskovalci zelo težko pridejo do intervjujev z Ezuli, ne. V bistvu verjetno prav zaradi te zamere, ki jo imajo tudi do Italijanov, mislim, tudi potem, ko so se preselili v Italijo, ne. Tako da to mi je bilo zanimivo, ker sem pač mislila, da verjetno predvidevala, da ne želijo govoriti samo z raziskovalci iz Slovenije, ne. Tako da ne vem, lahko vaju tudi povežem, ker tudi oni imajo nekaj teh intervjujev in raziskav. Drugače pa imam dve vprašanji. Prvo je čisto tako konkretno, da omenila si teh 10%, ki je ostalo, ne, in ki pač so na nek način morali biti pogumnejši. Midva z Aleksom smo naredila enkrat intervju, dolg intervju z enim od teh, ki so ostali. In zdelo se mi je zanimivo v tem intervjuju, ne, kako v bistvu nikoli ni govoril o teh sorodnikih, ki so odšli, ne. Nobene, kot da pač so tudi za njega izginili, ne. In me zanima, kaj je v bistvu ta odločitev nekoga, da je ostal, pomenilo za te njegove družinske vezi. Drugo vprašanje pa mogoče bolj v prihodnost usmerjeno.
Ne, če izhajamo iz kritičnih dediščinskih študij, je dediščina vedno nekaj, kar odbiramo iz preteklosti za potrebe sedanjosti in prihodnosti. Če potem razmišljam, naprimer za otroke, naprimer starosti najinih otrok, ki so potomci teh, ki so prišli na ta izpraznjena mesta, kako njim to razložiti, ne? A je dovolj samo, da so predstavljeni ti različni glasovi, ali je potrebno neko narativo iz tega narediti, ne? Jaz bom začela od nazaj. Zadnje čase se prav zaradi te raziskave precej spoznavam z psihoanalizo in psihoterapijo, no. In zanimivo je, in zato sem zdaj, v bistvu iz te knjige je šel tudi projekt s 3 psihoterapevtkami, ki zdaj poteka in kjer zbiramo te travmatične zgodbe, ampak ne samo Italijanov, tudi Slovencev, vseh ljudi pač na tem območju, ki živijo, no. In zanimivo je, da je znano v psihoterapiji, da šele 3. generacija se zmore soočati z travmami svojih dedkov v resnici. Torej, prva molči, druga molči in šele 3. skuša razrešiti. In to je ta 3., s katero je treba danes delati, no. In v resnici je videti videti je recimo ena taka težnja te 3. generacije po spoznavanju, ne. Dobila, recimo ta psihoterapevtka, ki se je lotila tega projekta, je v knjigi rekla, da je ob knjigi končno razumela, zakaj se ne počuti doma v Izoli, kjer je živela. Ne, in šele takrat je torej ugotovila, da so bili priseljeni in da se niso nikoli, kako bi rekla, udomačila, uprostorila v tem prostoru, no, da se je vedno počutila tujka, no. Tako da ja, v bistvu 3. generacija je tista, ki se začenja spraševati in z njimi treba delati. Zdaj, kar sem jaz gotovila in kar me zelo žalosti, ravno zadnjih nekaj mesecev so imela več opravka, drugače v raziskavi se nisem ukvarjala z mlajšimi, no, ampak mislim, da bi bilo treba, ker ugotavljam, da ta 3. generacija je v resnici tudi tista, ki beži, ne, predvsem potomci Italijanov. Že moji sogovorniki so mi rekli, da oni nočejo ostati v tem prostoru, ker je preveč konflikten in bežijo stran od etničnih konfliktov. In zanimivo, kar sem pa zdaj opazila, je, da pa ta 3. generacija, zdaj sem kar nekaj sogovornikov takih imela, ki so potomci italijanskih družin in ki se načrtno ne identificirajo kot Italijani. Torej, mislim, nekako se užalijo, povejo, da so italijanske družine, ampak da oni niso Italijani, da oni presegajo vsakršno nacionalnost, da oni so Istrani. Ali Istrani, ali nič. Skratka, vidi se eno tako bežanje od italijanstva pri tej 3. generaciji, no. In ko sem ravno, en naš študent je ravno zdaj diplomiral z tega in tudi iz italijanske družine in je trdil, da je edina identiteta prava je istrska, torej istrsko pomeni multikulturno, sem ga vprašala, ali se tudi Slovenci v Istri identificirajo kot Istrani, ne? Ali se identificirajo kot Slovenci ali kot Istrani, ne? In v bistvu ne, ni v bistvu k istrski identiteti med mladimi bolj bežijo Italijani, ne? In je videti, no, to, tako da to je nekaj žalostnega, kar sem opazila, no. In zdaj, če pa govorimo o odnosu malo v knjigi pišem o tem, je res, da nisem načrtno postavljala vprašanj o tem, ampak sem mimogrede v pogovorih dobila, kako se kažejo odnosi med temi Ezuli in rimasti, torej tisti, ki so ostali, in niso v dobrih odnosih, no. Torej, te Italijani, ki so odšli
se imajo za več vredne. Označujejo tudi te Italijane, ki so ostali za neitalijane. Ne? Zanimivo mi je bilo, ker enkrat je en znan etnolog Fabio Munjaini iz Siene organiziral en simpozij pred dnevom spomina, proti temu uradnemu spominu, no, in ko sem mu povedala, da bo naslov mojega prispevka Il silenzio dei rimasti, torej tišina tistih, ki ostanejo, oziroma dei Italijani rimasti, torej od Italijanov, ki so ostali, je rekel, pa saj tukaj ni Italijanov, ne? Torej v italijanskem diskurzu vlada prepričanje, da tisti, ki so ostali, niso Italijani, da so potomci mešanih družin, ne? In v bistvu potem je sprejel moj argument, no. In v odnosih, dobro, seveda so ohranili neke družinske viziji, so se obiskovali, ampak pri teh pogovorih, ki sem jih imela, so te Italijani, ki so ostali, so se počutili, kako bi rekla, da so se te ezuli držali superiorne nad njimi, ne? Torej isto kot do Jugoslovanov, češ ti Jugoslovani, ki so ostali, no. So tudi lepe zgodbe o tem, kako so ohranjali stike, ampak v glavnem je videti, no, v knjigi to nakažem, no. Spet me ena zgodba tu me je močno ganila, no. To je pa zgodba nekoga iz Pule, ene Italijanke, ki so ji starši umrli in je ostala sama z nonoti in celotna njena družina se je odločila, da bo odšla, tako da je ostala sama s temi dvemi nonoti, ki so bili prestari, pa tudi niso hoteli iti več nikamor, v glavnem so stari ostajali, ne, češ ne bomo šli po svetu zdaj v starosti, no. No in ona je potem, to je njo tako prizadelo, da v bistvu je intervju bil nekaj najbolj groznega, kar si lahko antropolog predstavlja, in sicer je bil intervju tako, da je ona si, preden je bil pogovor, zapisala vse v dnevnik in je 1,5 ure potekal intervju tako, da je samo brala svoje spomine. In potem, ko je končala brati, ta pripoved je bila nekaj med uradno zgodovino, kaj se je dogajalo v Puli in njeno osebno zgodovino, no. In ko je končala brati, po 1,5 ure, najbolj dolgočasen intervju sploh, je bruhnila v jok in ni mogla več govoriti, no. In potem je rekla, da si je to zapisala, zato ker je upala, da se bo s tem izognila bolečini. In rekla je, da ko so njeni odšli v tem eksodusu stran, je zanjo bila to rana, ki se nikoli ni ozdravila, ker je v bistvu ostala sama in nikoli več se ta družina, ki je bila prej kot družina, ni več združila, no. Tako da to so pustile, predvsem to, ko so bili majhni otroci, so lahko pustile ene globoke rane, no. Drugače odnosi med ezuli in rimasti se šele v zadnjih letih vzpostavljajo, tako tudi na neki politični ravni z nekim sodelovanjem. Drugače je bilo v glavnem prezir strani ezulov do rimastov. Jaz se bom navezal na prvo vprašanje kolegice, ko si rekla, gotovo je meja, to, da smo Slovenci na meji z Italijo, ima svoj vpliv, ampak jaz bi dodal k temu predvsem to, da v Italiji živi slovenska manjšina, ne? Torej ta odnos vsakodnevni, ki je vedno tudi političen, ne? Ker manjšina nekako, slovenska skupnost v Italiji si prizadeva za svoje pravice, ne? In tako da ti odnosi so stalno politični odnosi, ne? Medtem ko Hrvati so to poznali recimo med svetovnima vojnama, ampak potem po drugi svetovni vojni tega problema v taki obliki ni, ne? In jaz mislim, da ta relacije, ki stalno generirajo tudi trenja, tudi, ne, ko bi rekel, rabo zgodovine,
izkušenj negativnih, nasilja na eni in na drugi strani in tako naprej, da je to tisto, kar ustvarja razliko med odnosi in med samim čutenjem med Slovenci in v slovenskem delu Istre in v hrvaškem delu Istre. To je eno. Bi pa eno vprašanje postavil. Je res, da smo morali dolgo čakati na delo, kakršno je tvoje, in mislim, da še vedno čakamo na eno delo, ki bi bilo zgodovinskega značaja, ker zgodovinari se s tem prostorom, s temi problemi so začeli se ukvarjati, ampak ne z temi spremembami v smislu, kaj se je zgodilo, ko je toliko ljudi odšlo, ne? In kaj se je zgodilo s tistimi, ki so ostali, in z novimi, ki so prišli, ampak edino tako znanstveno delo, ki ga imamo, imamo tudi Slovenci o Eksodusu, ne? Torej o Ezulih, ne? Kjer pa imamo, ne bom rekel enciklopedije, ampak dosti napisanega, seveda ni vse znanstveno, tudi prva zgodovina Eksodusa sega v leto 1980, mislim tam, ne, Storija di un Esodo ali tam, ne. Največ te literature od takrat naprej je dosti stvari nastalo, ampak še vedno prevladuje, je prej in tudi pozneje prevladovala ta literatura, ki so jo proizvajali in še vedno proizvajali te ezulske organizacije, ne, ki pa je seveda zelo politično in večkrat tudi zelo nacionalistično in ideološko zaznamovana. Ampak vseeno, po mojem, tudi knjige imajo svojo zgodovino in ne morejo nastati knjige v vsakih katerihkoli okoliščinah. Jaz mislim, da tvoja knjiga je, išla zdaj, morda bi lahko šla prej, ampak vseeno mislim, da pred 20 leti in morda še manj ni bilo, kolikor se jaz spomnim, kolikor jaz lahko sam sodim, okoliščin, da bi lahko ena taka študija nastala in da bi bila sprejeta relativno, ali pa recimo, bom rekel, ne da bi vzbujala ne vem kako močnih velikih pomislekov na vseh straneh. Jaz sem prepričan in delim s tabo prepričanje, da v bistvu jo bojo Italijani z večjim zanimanjem brali in to vseh strani, ne. To, kar je bilo Martina rekla o tej raziskovalki v Genovi, jaz razumem in razumem tudi, zakaj recimo skušam razumeti oziroma ti postavljam tudi to vprašanje, zakaj si dobila toliko odklonov, ne. Morda niso bili odkloni samo zaradi tega, ker se ljudje z bolečino tega spominjajo, ampak tudi zaradi tega, ker navsezadnje ves povojni čas je bila sicer na eni strani skoraj popoln molk o tem, ne, kot da so stvari recimo pospravljene in o tem ne bomo govorili, to na slovenski strani, na jugoslovanski, v jugoslovanskem in slovenskem zgodovinopisju in sploh tudi na drugih področjih, bi rekel, ampak v Italiji je bilo to vsakdanja hrana, ne, in politična hrana, ne, in to je močno odmevalo tudi v Istri, tudi v teh odnosih, ki so še vedno družinski, ki so še vedno osebni, ampak ne samo, tudi kulturni, tudi izmenjava, tudi politika se, meja ni neka pregrada, ki preprečuje, da bi se slišalo, kaj se govori in kaj se dela na eni in na drugi strani. To za ljudi, ki živimo ob meji, je to vsakdanji kruh, ne. Tako da jaz mislim, oziroma sprašujem, kaj ti misliš, če morda ta rezerva, da bi o tem spregovorili, ni tudi zaradi tega, ker se ljudje bojijo, da bi bili slabo razumljeni oziroma da bi se njihova stališča nekako uporabljala v neke namene, za katere oni nimajo radi, da bi se to dogajalo, recimo, ne? Ezuli, misliš? Ja. O ezulih je govora. Ja. Ja. Bodi si o ezulih, bodi si o tistih, ki so ostali, ne? Saj so različne plati iste zgodbe, ne? Zanimivo, ne, da se ljudje bolijo politike in izrabe
v politične namene. Ne. Če se spomnim, že ko smo organizirali tu ta dogodek, je bilo opozorilo Stefana Luza, Italijana, ne se mešati s politiko. In se spomnim ene predstavitve knjig, eno pogumno dejanje je naredila ena fotografinja, ker je fotografirala in napisala zgodbe ljudi, ki so odšli in ljudi, ki so ostali v isti knjigi. Ne, je zbrala zgodbe v bistvu družin in ko je bila ta knjiga predstavljena, sem bila na predstavitvi, so bile res take osebne, zelo emotivne zgodbe in glavno so ljudje na tej predstavitvi jokali, no, ampak cel čas je ta strah politične izrabe, no. Mislim, da je to. In sam še nekaj bi pripomnila, komentirala, ko si rekel, da je mogoče zdaj šele bil čas za knjigo. Po mojem ja, zaradi tega, ker ko sem jaz začela raziskavo pred 11 leti, zato me je bilo zdaj tako močno strah, kako bo sprejeta, ker sem živela pod vtisom tega, kaj se mi je zgodilo v Kopru, pa tudi v Ljubljani. Čisto v začetkih raziskave sem imela predavanja, že o tem, kar pišem v knjigi, enkrat v Kopru, enkrat v Ljubljani. V Kopru skoraj tako so bili agresivni do mene, bomo rekli, Koprčani, slovenski priseljenci v Koper, da mi sploh skoraj da niso pustili do besede. Mislim, res je bilo agresivno. Enkrat sem pa tudi v Ljubljani predavala o tem in je bil en raziskovalec SAZU-ja z tega Slovenskega inštituta. Praktično se je komaj da zadržal, da me ni udaril. No. Je pa tudi se povezal z mojimi profesorji, skušal razumeti do sem, kaj govorim, kako si upam kaj takega govoriti. No. To je bilo pred 10 leti. In tako da, ko sem pisala to knjigo, sem cel čas, knjiga mogla biti napisana, ker sem čutila, da moram to napisati, ampak je bil pa resen močen strah, zato sem povabila na prvo predstavitev v Kopru psihiatra, ker sem se bala prav teh konfliktov, no, ampak izgleda, da je teh 10 let minilo in mogoče, da se je takrat že začelo govoriti in teh 10 let je bilo potrebnih, da se pa zdaj, da so bili ljudje pripravljeni to sprejeti. Če smem še jaz. Katja, jaz bi ti čestitala za tole knjigo, jaz sem jo z veseljem prebrala, predvsem zato, ker jo lahko beremo tako kot neke zgodbe, ki jih dejansko srečujemo lahko vsak dan, če se jih malo odškrkne. Po drugi strani pa vemo, da je organizacija te knjige pa znanje, pravzaprav skriva ta knjiga ogromno nekega teoretskega znanja in tukaj mogoče včasih se preveč osredotočimo samo na knjige, na izpovedi, vemo pa tudi, da je tukaj zelo teoretsko, zelo dobro podprto in zgodovinsko zelo dobro zajeto znanje, tako da tukaj je res ena velik doprinos. Hkrati bi pa rekla še drug doprinos, ki si ga tudi omenila, se pravi, da je naloga znanstvenikov, da odkrivajo tiste bele lise, ne? Da se ne smeš zadovoljiti z odgovorom, tako je bilo. Da je vedno treba pogledati, zakaj, kako, tako da se mi zdi ta dva poudarka knjige, poleg seveda vseh zgodb in vseh stvari, ena izmed bistvenih, tako da čestitke, res sem uživala v branju. Hvala, se bom veselila tvoje knjige o Gorici. Še kakšno vprašanje, komentar? Jaz sem segla po mikrofonu prej zato, ampak to je tako detaljno, ampak ko si govorila o predstavitvi v Kopru, pa lahko, da je to samo moj pretiran poudarek, ampak ko si rekla, da so te v bistvu tisti, ki so se iz drugih predelov Slovenije preselili v Koper, da so bili v bistvu tako bolj nastrojeni, ne? In je bilo moje podvprašanje, se pravi, priseljeni iz drugih delov Jugoslavije je bila razlika, ali sploh niso bili na predstavitvah. V bistvu me zanima, kako, če tako rečem, doseže tvoja knjiga mislim, po poreklu ali kakorkoli, no, ne Slovence, ampak priseljence iz bivše Jugoslavije. Ta odziv, ko si sicer to zgodbo z gospodom Slaščičarna, Albanci in tako naprej, ampak v bistvu, koliko je mogoče pa ta del, ki smo ga danes mogoče se najmanj dotaknili, odziv, kakšen je, no? Ni ga in to je žalostno, no.
Na vseh teh prireditvah, tudi ko se soočajo spomini po Kopru, Piranu, Izoli, so vedno Slovenci in Italijani, ne, ki se borijo za svoj prostor pod svobodnim soncem, torej za svoje spomine. Nikoli pa ni priseljencev iz nekdanjih republik Jugoslavije. Kar je tudi zelo povedno, ne? Na nek način se mi zdi tako dobro. Imaš še pred sabo predstavljanja in prevode in tako, ampak tudi pove se mi zdi marsikaj. No? Ja, oni so detektirani kot balkanski drugi, ne? Torej istrska multikulturnost bazira na Slovencih in Italijanih oziroma Hrvatih in Italijanih v Istri, medtem ko so vsi drugi izključeni, no, in so izključeni. No. Ker sem govorila z njimi, zdaj mogla bi tudi več iti v te raziskave teh priseljencev. Ne. Torej, že prej so prihajali posamezniki, kot je recimo ta slaščičar, pa ena zlatarka iz Kopra. Potem množično so prihajali šele v 60-ih, 70-ih letih kot delavska sila. Zanimivo, ne, tukaj sem pa spet padla na to folkloro, ne, kjer mi je pomagalo to moje folkloristično znanje. Ne, in zanimivo, da se recimo za te koprske palače govori, je taka urbana folklora o tem, kako naj bi v teh lepih palačah propadajočih gojili te ljudje prašiče in krompir in tako naprej. Ne. Torej, prav govori se o vdoru ruralnega drugega. Ne. In tukaj je zanimivo, da tej delavski sloj, bomo rekli, ne, ker vedno pravijo, ja, delavski sloj je prihajal iz Jugoslavije, isto je prihajal tudi iz Slovenije. Ne. Ta delavski sloj iz Slovenije niso tej orientalski, balkanski drugi, medtem ko se na te jugoslovanske priseljence lepi ta folklora o drugosti. Ne. Ja, ampak zelo veliko pokaže pa to, kar se izpostavlja o razredni neki določenosti. Ne? Ker recimo se pišeš v knjigi Prvi val Slovenci, ki so bili zaposleni na uradih, v šolah in tako naprej, se pravi neka inteligenca, ne? In v bistvu ta delavskost, ki jo se pripisuje predvsem Jugoslovanom, ne? Ustvarja to razliko, ki ne vem, mogoče se kaže zdaj tudi na teh predstavitvah, niso, so prisotni, so še vedno drugi, ne vem, izločeni iz nekega, pišete v bistvu ali pa pišeš tudi o nas v bistvu, ne? O našem delu zgodovine recimo. Ne? Ja, njih ni, ne? Oni so izključeni, tudi se ne pojavljajo v javnosti. No. Hvala. In ponovno čas za vprašanje iz publike. Je že dovolj? Prav, če Katja pravi, da je dovolj, bomo upoštevala željo avtorice in se vam najlepše vsem zahvalila, da ste bili in da ste še vedno tu, da ste prišli na predstavitev. Želim eno dobro popotnico pri nadaljnih predstavitvah, tudi predvsem pri prevodih na italijanski strani recimo, in da se v bistvu tvoje delo dotika tudi tega mogoče, kar smo na koncu izpostavili, ne? Torej tudi ljudi, ne vem, ki, kot si sama rekla, zdaj ne prihajajo, nekako niso, ne? Ampak kakorkoli, da razpira še tako, kot je do zdaj razprla, zelo veliko vprašanj in tudi dala odgovorov, da to uspešno počneš še naprej in da se ta odstotek recimo neodzivnosti niža, tako kot si začela s njim. Tako da čestitke in hvala, da si bila danes z nami. No? Hvala vsem vam, da ste prišli.